Right now, we live in a world full of technology. Because of that, we need a lot of energy, and most of it comes from the fossil fuels. Burning, they are releasing enormous amounts of carbon dioxide into the air, which is creating our biggest environmental problem. Živjo, jaz sem Izabela. Danes sem vam dobila Žanom in Matejem, zato da se vam pogovorimo o okoljevarstvu in kratkem filmu, ki sta ga posnela. Matej in Žan sta zmagovalca natečaja Keep It Cool, ki ga organizira britansko veleposlaništvo v Ljubljani, da bi voditeljem na konferenci COP26 poslali jasno sporočilo o tem, kaj si želimo mladi. Žan, Matej, kaj ste vi zdaj, naravovarstvenik ali režiserja? Pa v bistvu videl bolj po naravi sva neka ustvarjalca, bi lahko temu rekel, ne. Zdaj pač situacija je tako pripeljala, da sva se lotila tega naravovarstvenega filma, ne, ampak načeloma pa mi to se res ukvarja bolj s filmi, ne. Kako pa to, da ste se odločila za sodelovanje v natečaju? Ja, meni je profesor angleščine poslal že junija mail, in sem se potem jaz odločil, da bom Mateja vprašal, če bi rad z mano sodeloval, ker sem vedel, da oba dva snema filme in sem ga poklical. With climate change came tougher droughts, but also more floods. These are the consequences of extensive excavation of the bog pit during the times of Maria Theresa, which left almost irreparable damage. Kako pa to, da ste se odločili za film o Barju? Zdaj sem videl, oba dva živa na obrobju Barja, ne, obrobju, jaz sem iz Vrhnika, ona iz Kamnika pod Krimom, ne, tako da v bistvu nama je Barje neko domače okolje, bi lahko temu rekel, ne, in ker še najbolj poznava, veva, kaj se tam, kakšne lepote se tam skrivajo, ne. In v bistvu s tem filmom sem hotela prikazati res, mislim, kaj vse je lepe na tem Barju in predvsem, kaj vse lahko izgubimo, če bomo mi na tak način nadaljevali naprej, torej z onesnaževanjem in podnebnimi spremembami, ne. Pa se vam zdi, da tisti, ki še nismo polnoletni, da se zdaj bolj ukvarjamo s problematiko o podnebnih spremembah, kakor starejši? Zdaj, res zadnje čase imamo vse več mladih, ki se v bistvu grejo neke vrste aktivizem, ne, ki se res borijo za torej ustavitev podnebnih sprememb in se pač zavedajo, ne, kaj nas bo pač dosegalo v prihodnosti, ne, ker mislim, dejstvo je, da če bomo tako nadaljevali, mi, naše generacije, ne bomo več lepo živeli, še posebej pa ne pol generacije za nami, ne. Veliko ljudi se ne zaveda, kaj vse imamo 5 kilometrov stran od naših domov, ne. Po moje se res dosti dobro zavedamo, mladi, tega, ne. A pa sta spremljala to podnebno konferenco v Glasgowu COP26? Mislim, jaz, kakor sem videl, je bilo spet veliko pogovarjanja, veliko debatiranja, pa mogoče malo premalo nekih dejanskih, stvari. Pa se vam zdi, da je res bla, 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 kot je rekla Greta, vse, kar znajo politiki? Zelo lahko je govoriti o nekih spremembah, pa kaj vse bomo naredili, pa kaj vse bomo dosegali, ne, ampak ko pa dejansko pride do tega, da gremo mi nekaj narediti, se pa zatakne, ne. Ampak je pa tudi zelo pomembno, da se mladi ozaveščamo, ne, ker pač tudi enkrat bomo pa mi ta generacija vodilnih ljudi, ne, in je fajn, da se že zdaj ozaveščamo, da bomo pol res dejansko mogoče vsej mi kaj naredili. The Ljubljana marshes mitigate the impact of climate change. On warm days, moisture from the bog soil evaporates and cools the atmosphere. Thus, the central part of the bog is a degree or two colder than the periphery. We must fight to keep its uniqueness intact. Ja, očitno bo mogla Zemlja bolj računati na generacijo sveže polnoletnih. Do takrat pa, keep it cool!